na odprtju potujoče misijonske razstave v galeriji Družina. Zbrali smo se na ta veseli dan kulture oziroma rojstni dan Franceta Prešerna, ki je gotovo tudi bil povezan s kakšnim od misionarjev. Razstavljene eksponate, ki so jih misionarji prinesli iz misijonskih dežel širom sveta in so odraz kulture in življenja tamkajšnjih ljudi ter kronološki pregled več kot 600 slovenskih misionarjev, vse od prvih misionarjev pa do danes. Pa vabim ravnatelja Misijonskega središča Slovenije, gospoda Matjaža Križnarja, da nam razstavo na kratko umesti v prostor in jo tudi uradno odpre. Lepo prosim. Kot ste omenili, danes res tudi velik dan misionarja Frančiška Ksaverja, ki je bil prijatelj Ignacija Ljubljanskega in je začel potem svojo pot kot misionar v dano Indijo in tam postavil kar dobre temelje za potem nadaljnje oznanjevanje evangelija. Tukaj je vodilo potem pač vso njegovo misionarsko pot, da bi oznanjal evangelij Jezusa Kristusa in zanimivo je tudi sam napisal v svojem dnevniku, da bi šel v najbolj prestižne evropske univerze in fakultete in tam povabil študente in vse tiste, ki so se ukvarjali z znanostjo, da bi šli in ponesli oznanilo evangelij preprostim ljudem in s tem reševali duše, ker je bilo takrat tista močna spodbuda misionarjem, ki so šli z vero, da bodo se tudi da tja prinesli oznanilo Jezusa Kristusa in na nek način tudi odrešenje za večno življenje in seveda potem izboljšavajo tudi raznih čisto preprostih življenjskih pogojev za njihovo življenje. Verjetno je bilo to nekako izziv misel vseh teh misionarjev, ki so tukaj predstavljeni, čez 600 jih je. In ta razstava prav ni neko veliko znanstveno delo, ampak čisto preprosta spodbuda, da bi se zavedali tega bogatstva, ki ga ima slovenski narod in da bi na tem morda več delali. Tudi v poznavanju ter potem raziskovanju njihovega življenja, predvsem pa tiste njihove globoke misli, oznanjati evangelij, prinašati krščanstvo tja, kamor še ni prišlo. Kajti prav to naročilo Jezusa Kristusa, hodite po vsem svetu in naredite se za moje učence, je potem vodilo te može in žene, da so šli po svetu in tudi za ceno svojega življenja vkrat oznanjali prav Kristusov evangelij. Gotovo so pa vsi ti misionarji poleg tega, da oznanjajo evangelij, še vse nekaj drugega poleg, so tudi najbolj prijatelji, zdravniki, sopotniki ljudi. Ja, prav na tem področju bi verjetno treba pa še res veliko narediti, čeprav vemo, da nekateri so že zelo raziskani, tudi naš misionar Friderik Baraga, potem tudi Ignacij Knoblehar. Tukaj vemo tudi etnografski muzej veliko pripomogel v tem, ker ima kar nekaj eksponatov od njih. Tako smo tudi mi želeli od sedanjih misionarjev, ko prinesijo bodisi kot spomin, bodisi kot neko zahvalo določene predmete in imamo kar nekaj, da bi se te predmeti nekako tudi pokazali ljudem. Vemo, da že pred vojno je bila pri nas potujoča razstava, ko so jo z takratnim avtobusom, ki je še prav redko vozili po Sloveniji. Mi smo se pa odločili za eno prikolico in smo vanjo pač nekako potem naložimo vso to razstavo in ko sedaj vozimo po Sloveniji, da že kar na nekaj mesti, tudi v Škofovih Zavodih, pa v Prekmurju in zdaj v Novem mestu, no sedaj pa tukaj v tej galeriji Družine, kjer res je prostor, tudi v središču Ljubljane, da tako predstaviti naše misionarje. Jaz mislim, da je razstava tudi umeščena v pravi čas, vsi govorimo o luči v tem času pred Božičem in ko gledam tako te fotografije misionarjev, nekatere sem tudi že imela srečo spoznati,
se mi zdi, da so to tisti pravi slovenski ljudje, ki so polni luči, ker jo nosijo okrog tudi. Vi gotovo to veste še boljše, ker jih srečate več. Nikoli noben misionar, ki pride iz misijona, ni nergast, slabe volje, vsi so polni enega optimizma. Prav gotovo, temu je prav ta razstava namenjena, zato res povabimo vse, bodi si pedagoge, bodi si tudi raziskovalce, znanstvene dele, druge, ki se ukvarjajo tudi z raziskovanjem Slovencev, ki so šli po svetu, da pridejo, si razstavo gledajo in morda tudi najdejo še, kje kakšen primeren prostor. Kasneje, ko bo ta razstava nekako zaključila, ta škofijska mesta, kot smo se nekako zadali, pa te prostore, pa potem tudi možnost to razstavo obličiti tudi kakšen bolesi, tako ali drugačno galerijo, ali pa tudi kakšni šolski prostor ali podobnega. Hvala lepa. Naj povem, da bo razstava na ogled do konca decembra letošnjega leta. V prihodnjem tednu bomo pa dodali tudi razstavo o jaslic, ki so jih v Slovenijo prinesli misionarji z vseh koncev sveta, tako da lepo povabljeni v galerijo Družina v mesecu decembru. Morda samo še zahvala tudi tedniku Družina in pa vsem sodelavcem, posebno direktorju, tudi glavnemu uredniku, pa seveda tudi vsem ostalim, da smo lahko tukaj, da smo nas povabili, pa tudi, da vse skozi spremljajo delo misionarjev in jih tako nekako tudi povezujejo s slovenskim narodom, ker je pravzaprav namen tudi misijonskega središča in na nek način tudi razstave, da slovenski narod stalno dobiva nekako to spodbudo imeti naše misionarje v srcu, tako v molitvi, kot seveda potem tudi s konkretno pomočjo in pa predvsem s to povezanostjo, da skupaj gradimo boljši svet. Hvala lepa. Tudi vam.